Dijake SPTŠ obiskal minister za digitalno preobrazbo. Dr. Jože Podgoršek spoznal nekatera pomurska kmetijska podjetja. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS v dogodkih. Z največjo in najraznovrstnejšo tehniško šolo v pomurski regiji pa se je medtem seznanil minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Minister se je ob obisku Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota seznanil s programom računalništvu in elektrotehnika. Z dijaki, ki jo obiskujejo, je sodeloval tudi na tribuni, na kateri so se pogovarjali o digitalni preobrazbi, socialnih medijih in njihovih načrtih za v prihodnje. Glaven namen njegovega obiska pa je bil, da spozna tukajšnje mlade. Da jih poslušam, da vidim, kaj potrebujejo za to, da bodo še bolj uspešni tukaj v šoli in kasneje v svojih poklicnih življenjih. Moram reči, da so obiski in pa srečevanja z mladimi najljubši del vsakega obiska. Ogromno se učim od mladih, te generacijske razlike so vsaj na tehnološkem področju čedalje večje, zato res želim čim več časa preživeti z njimi, da jim lahko prisluhnem in potem tudi ustrezno pomagam. Ker se v Sloveniji soočamo s čedalje večjim pomanjkanjem tehničnega kadra, si na ministrstvu prizadevajo, da bi to spremenili. Pomanjkanje tehničnih talentov je naš izziv številka 1 in moramo kot država, pa tudi kot družba veliko več vlagati v razvoj tega kadra, predvsem pa moramo navdušiti čim več deklet, da se odločajo za tehniške poklice, ki so konec koncev poklici prihodnosti. Danes je bilo v razredu tudi nekaj punc, kar me zelo veseli. Bile so pa v bistvu zgolj 2, od mislim, da 30, če ne 40. Tako da verjamem, da imamo tukaj ogromno rezervo in upam, da bomo lahko skupnimi močmi in različnimi ukrepi čim več mladih, še posebej punc, navdušili nad temi znanji, pa tudi poklici prihodnosti. Po drugi strani pa se trudijo različnim skupinam, ki jim digitalizacija ni blizu, omogočiti čim lažjo digitalno transformacijo. Prav področje digitalne vključenosti je ena izmed mojih prioritet. Po eni strani želimo s projektom Digitalni bon pomagati starejšim, da osvojijo osnove digitalnih veščin, po drugi strani pa želimo mlade navduševati nad znanjem poklici prihodnosti. Tako bomo zagotovili subvencionirane ali pa celo brezplačne tečaje robotike, programiranja, umetne inteligence in pa podjetništva za naše osnovnošolce in pa srednješolce. Prav tako bomo pomagali mnogim od njih tudi za moderno računalniško opremo. V okviru obiska je minister spoznal še aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka in si ogledal proizvodnjo visokotehnološkega podjetja Virs. Kot smo že poročali, se je v začetku tedna v Pomurju mudil predsednik vlade Janez Janša z ministri in ministricami. Med njimi je bil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se je po obisku številnih s kmetijskim sektorjem povezanih podjetij in organizacij ustavil tudi pri nas. Kaj pravi o pomurskem kmetijstvu, izveste v naslednjem pogovoru. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu televizije AS. Torej, v tem tednu je vlada Republike Slovenije obiskala naše kraje, torej Pomurje. Več dni so tukaj imeli razne obveznosti. Seveda je pa za naše kraje zelo pomembno kmetijstvo in med udeleženci iz strani vlade seveda bil tudi kmetijski minister. In zato smo kmetijskega ministra, gospoda dr. Jožeta Podgorška, povabili pred kamero, da nam pove aktualne zadeve, ki se dogajajo na področju kmetijstva. Tako da, gospod minister Podgoršek, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Pa morda tista najbolj pomembna zadeva, ki je dejansko v teh dneh, ne samo v naših krajih, v Pomurju, ampak v Sloveniji, pa tudi širše, je ta skupna kmetijska politika, strateški načrt. Kaj se s tem dokumentom sedaj dogaja, kajti vemo, da COVID je nekako ta strateški dokument zamaknil, mislim, da za 2 leti, če imam prave podatke. Ja, res je, sprejem dokumenta se je zamaknil v celotni Evropski uniji, ne toliko zaradi COVID-a, ampak predvsem zaradi procesa pogajanja med Evropskim parlamentom, med komisijo in nami ministri. Kajti Evropski parlament, predvsem pa
in tudi komisija, no, sta imela izjemno in imata še vedno izjemno ambiciozne cilje glede tako imenovane ozelenitve strateškega dokumenta, torej vnos novih okoljskih praks v samo kmetovanje v celotni Evropski uniji, in ta proces pogajanja je potekal praktično že skoraj 3 leta in se je končno letos poleti zaključil, in zato sedaj vse države članice hitimo s pripravo strateških načrtov za posamezno državo članico, torej tudi Republiko Slovenijo, kajti tudi Republika Slovenija, torej tudi mi moramo dati strateški načrt na komisijo do konca letošnjega leta. Tudi glede na procese, ki jih v tem trenutku vodimo na nivoju Evropske unije kot predsedujoči in tudi razgovore z drugimi državami in ne nazadnje tudi glede na to, da smo imeli pripravo strateških načrtov na dnevnem redu našega sveta v oktobru in deloma tudi v novembru, lahko zatrdim, da bodo, kot kaže, vse države članice naredile vse za to, da pravočasno oddajo strateški načrt na pregled komisiji. Tudi komisija je obljubila izjemno veliko podporo, pomoč v času že tako imenovanega neformalnega usklajevanja, kar tudi mi zelo izrazito izvajamo, zato da bi lahko prišli strateški načrti čim bolje pripravljeni na Evropsko komisijo. Torej, v naši državi se je ravno včeraj zaključila javna razprava, druga javna razprava na to temo. Naj vendarle povem, da je tudi Republika Slovenija vodila proces priprave strateškega načrta praktično že 3 leta, za nami je več kot 150 sestankov, seveda večina še v živo pred korona časom, en velik pomemben del tudi v času korona epidemije, tudi na drugačne načine, sodobnejšimi komunikacijskimi potmi, zato da smo lahko sektorji iskali rešitve, iskali potrebe, delali SWOT analize, zato da smo lahko čim bolje načrtovali. Pa kljub temu danes ugotavljamo, da je tudi javna razprava, ki je bila poleti, bila izjemno pomembna, je bila izjemno pestra, prejeli smo preko 90 različnih predlogov, mnenj, pobud, zato da smo popravili strateški načrt, izvajali smo izjemno pomemben tudi pogajalski proces z vsemi ključnimi deležniki, torej Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Zbornico kmetijsko-živilskih podjetij, Zadružno zvezo, Sindikatom kmetov in mladimi kmeti, in v enem takem grobem osnutku tudi pripravili dokaj usklajen predlog strateškega načrta. Strateški načrt v bistvu naslavlja bodočnost našega kmetijstva v smislu spodbud, iskanja priložnosti, usmeritev. Rad bi morda dodal še eno misel, da strateški načrt po mojem mnenju nikakor ne more biti ključen dejavnik usmeritve posameznih kmetij za to, da se odločijo bodisi za prevzem kmetije, bodisi za investicije, bodisi za prestrukturiranje v ekološko kmetovanje, bodisi za investiranje v dobrobit živali, v prilagajanje na podnebne spremembe in tako naprej. Ampak morajo biti te investicije narejene na podlagi posameznih konkretnih ekonomskih učinkov posamezne kmetije. In to mora biti dejavnik odločitve. Strateški načrt pa vzpodbuja, pa pomaga in usmerja. Naj samo primeroma povem, ko govorimo o dobrobiti živali, nekako smo z vsemi deležniki bolj ali manj usklajeni, da pričakujemo, da bomo preko strateškega načrta vlagali v investicije za dobrobit živali, oziroma za dobrobit živali zgolj v tiste hleve, v tiste reje, ki sledijo najnovejšim standardom dobrobiti živali. Torej ne bomo prepovedovali ostalih investicij, spodbujali bomo pa tiste z najvišjim standardom dobrobiti živali. Govorim primeroma, kako si predstavljamo, da bi strateški načrt lahko vodil, usmerjal tudi sam razvoj kmetijstva v Republiki Sloveniji. Kako velika je malha, torej koliko denarja bo tu na razpolago? Ja, če bi gledali celotno programsko obdobje, je bilo na razpolago 1,8 milijarde, zdaj smo že 2 leti, bomo bolj ali manj porabili, ker je tako imenovano prehodno obdobje, ki deluje po pravilu nov denar, stara pravila. Zato mi je žal, da je ta pogajalski proces na nivoju Evropske unije potekal tako dolgo, kajti izgubljamo 2 leti za prestrukturiranje tudi slovenskega ali evropskega kmetijstva. Se pravi, če sedaj skrajšamo to na 5 let, namesto prvotnih 7 let, je sedaj na razpolago slabih 1,3 milijarde, k temu dodamo še okoli
230 milijonov nacionalnih sredstev za to, da lahko sploh pokoristimo sredstva, ki so nam na razpolago, evropska sredstva, k temu pa skladno z dogovorom tudi s predsednikom vlade dodajemo in v tej javni razpravi, ki je bila v tem jesenskem času, je bilo to tudi že vključeno, smo dodali dodatnih 100 milijonov evrov, predvsem za investicijske podpore, za prestrukturiranje slovenskega kmetijstva, za program razvoja podeželja. Pa vendarle, še vedno je na mizi pobuda, še vedno so na mizi pobude za povečanje nacionalnih sredstev, tudi v tem delu tečejo razprave tudi med mano in predsednikom vlade in še en širši sestanek se nam obeta z vsemi ključnimi deležniki v parih dneh praktično, zato da skupaj pogledamo, ali še ima Republika Slovenija dodatne možnosti za sofinanciranje teh aktivnosti, za prestrukturiranje kmetij. Sam kot resorni minister absolutno trdim, da bi bil vsak dodaten evro, ki bi ga še našli na nivoju Republike Slovenije za program razvoja podeželja, zagotovo bogato naložen v prehransko varnost Republike Slovenije in zato tudi sam kot minister iščem načine, kako vendarle dodati dodatna nacionalna finančna sredstva za skupni razvoj našega slovenskega kmetijstva. Koliko so kmetje tudi zainteresirani ne samo za subvencije, ampak tudi v smeri nekega podjetništva, da bi poskušali te svoje produkte vseeno prodajati direktno kupcem, ne pa prek nekih velikih verig, ki vemo, da jih oskubejo kot kure? Ja, zdaj v Sloveniji moramo vedeti, potrebujemo vse. Ravno tako moramo razvijati na nekaterih kmetijskih gospodarstvih tudi dopolnilne dejavnosti predelave, dodelave in tako naprej, pa vendarle potrebujemo tudi velike prehranske sisteme, tudi v Republiki Sloveniji. Nenazadnje nam ti veliki obrati živilsko-predelovalnega sektorja zagotavljajo največji delež hrane v Republiki Sloveniji, torej hrane, ki jo potem lahko pripravijo, zato da jo lahko potrošniki potem tudi zaužijemo. Zato sledi strateški načrt tako investicijam v živilsko-predelovalnem sektorju, da ta velika živilska podjetja pomagamo ohraniti stabilna tudi na tem skupnem evropskem trgu v smislu konkurenčnosti. Na drugi strani pa seveda moramo poiskati načine za podporo nekaterim priložnostim, ki jih imajo posamezne kmetije, kjer si ustvarijo svoj poslovni model, ki je lahko marsikje izjemno učinkovit, tudi na težkih pogojih pridelave, tudi kot minister imam priložnost videti marsikakšno slovensko kmetijo, ki ima izjemen razvoj, mlade naslednike, investirajo, delujejo pa na samih hribih, ampak imajo poslovni model, ki je učinkovit, tudi s pomočjo predelave, torej z dodajanjem vrednosti in take kmetije si samo želimo. Na drugi strani pa seveda potrebujemo tudi bolj masovne pridelave, ki bo zagotavljala surovine za živilsko-predelovalni sektor, zato da bomo lahko pridobivali hrano na police. Želimo si in tudi preko strateškega načrta želimo predvsem spodbujati kmetijska gospodarstva k povezovanju, k sodelovanju in oblikovanju verig, k oblikovanju pogodbenih zavez v celotni verigi preskrbe s hrano, kajti tudi korona kriza nam je jasno pokazala, kje imamo razvojne priložnosti in potrebe. In eno od teh je zagotovo oblikovanje zavezujočih verig in to se dela v mirnih časih, ne kriznih časih. Kajti ves čas v času korona epidemije, še posebej v času, ko smo zapirali državo, ko ni bilo gostinstva, ko ni bilo turizma, ko je bila potrošnja spremenjena, smo vedno iskali predvsem pomoči za tiste, ki so do epidemije samostojno nastopali na trgu brez pogodbenih zavez. Lahko tukaj zatrdim, da se je praktično v celotni verigi preskrbe s hrano, da so se v celotni verigi preskrbe s hrano pogodbene zaveze spoštovale, torej živali, pridelki so šli iz kmetij k naslednjemu, kjer je bila pogodba sklenjena. Izjema je tukaj seveda vinski sektor, kjer pa se pogodbe zaradi jasnih razmer zaprtja bolj kot ne celotnega horeka sistema niso mogli spoštovati. Medtem ko v celotnem ostalem delu so pogodbena razmerja delovala kot namazan stroj, tudi v času največje epidemije. In to je tisto, kar želimo tudi preko strateškega načrta vplivati na kmetijsko gospodarstvo, spodbujati povezovanje tudi s nekaterimi finančnimi ukrepi za vzpodbujanje
tega povezovanja. Korona kriza ima s tem opravljen tudi kar nekaj pozitivnih učinkov, če mene vprašate. Eno je pa zagotovo to, da so se ljudje začeli zavedati svojega zdravja. In tudi seveda nekako interes po vpraševanje po zdravi prehrani se je povečalo in seveda to za sabo potegne tudi tako imenovane ekološke kmetije. Pa morda, če nam malo več poveste v tem novem programu skupne kmetijske politike, kakšno vlogo ima tu ekološko kmetovanje? Izjemno pomembno. In tudi ambicija Republike Slovenije je višja od pričakovanj Evropske komisije. Mi še vedno ohranjamo veliko ambicijo. Od zdajšnjih dobrih 10% želimo priti do konca programskega obdobja na vsaj 18% površin, na katerih se prideluje hrana na ekološki način. V ta namen tudi namenjamo finančna sredstva iz zdajšnjih dobrih 9 milijonov na leto v novem programskem obdobju na dobrih 14 milijonov na leto za vzpodbujanje, za neposredno podporo tem kmetijskim gospodarstvom in ravno tako pri investicijskih podporah bodo ekološki kmetje dobili višjo stopno podpore, vsaj za 10 odstotnih točk več kot konvencionalni kmetje, kar pomeni, da tudi s temi investicijami zagotovo lahko podpiramo kmetije v fazi prestrukturiranja. Ponovno pa poudarjam, naj ne bodo zgolj sredstva skupne kmetijske politike dejavnik odločitve, ampak naj vsaka kmetija, ki vstopa v ekološko kmetijstvo, v tem poišče tudi svoj poslovni model. Kajti v nasprotnem primeru se bomo ponovno čez 5 let spraševali, podobno kot smo se lani, zakaj toliko kmetij izstopa iz ekološkega kmetijstva. Lani bo odgovor zelo preprost, zato ker je minilo 5-letno obdobje, kjer se zahteva ekološko kmetijstvo, ko enkrat stopiš in pridobiš tudi nekatere finančne spodbude. In vkolikor ne bodo tudi kmetije s pomočjo zadrug, s pomočjo povezovanja tukaj poiskali svojega poslovnega modela, sem prepričan, da bomo sila neuspešni pri tej ambiciji kljub bistveno večjim vlaganjem, večjim rezerviranim sredstvom za razvoj ekološkega kmetijstva v novem programskem obdobju. Jaz sem recimo zet, tam, ki imajo kmetijo. To je recimo na Goričkem ena kmetija, par hektarov. In zdaj se pač dogaja, kar se jamra, kaj je drago gnojilo, drago škropivo in da nekega donosa ni. Pa mislim, da so oni idealni za ekološko kmetovanje. Ampak kako te ljudi prepričati, da bi se odločili za ekološko kmetovanje in seveda potem prevzeli nek model, pa svoje delke začeli ponujati trgu? V bistvu ste z zaključkom vprašanja odgovorili praktično na vprašanje. Postaviti moramo poslovni model, oziroma kmetije si morajo postaviti poslovni model, vključiti moramo vlogo javne službe kmetijskega svetovanja, zadružnega sektorja, zato da postavimo poslovni model, da bomo to hrano, ekološko hrano ponudili tudi na trgu. Naj dodam, da tudi Republika Slovenija pričakuje en pomemben del trga preko javnih prehranskih obratov, kajti 15% hrane ekološkega porekla mora biti skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju sestavni del prehrane v javnih prehranskih obratih. To pomeni, da morajo javni prehranski obrati kupovati ekološko hrano. Še več, v letošnji zadnji spremembi zakona o kmetijstvu smo dodali tudi zakonsko normo in dodali pristojnost kmetijski inšpekciji za nadzor te uredbe o zelenem javnem naročanju in zato sem prepričan, da bomo tudi s temi ukrepi povečanega povpraševanja, tudi preko sistema javnega naročanja, ki je en od pomembnih delov, ni edini, ampak pomembnih delov trga v Republiki Sloveniji, spodbudili marsikatero kmetijo k temu načinu pridelovanja, kajti imelo bo trg. In če bo imelo trg, potem bo tudi se odločila za prestrukturiranje in za marsikatero slovensko kmetijo, za marsikaj, kakšen morda slovenski kraj, slovensko mikroregijo, če lahko temu tako rečemo, je verjetno eno od pomembnih morda tržnih priložnosti ravno ekološko kmetijstvo. Še več, v novem programskem obdobju bomo tudi s finančnimi spodbudami razvijali, spodbujali tudi razvoj ekoloških regij v Republiki Sloveniji, ker pomeni, vemo, da potrebujemo tudi tukaj regijski pristop, mora biti z nekimi skupinskimi naložbami, dodatno okrepimo, mora biti neko predelavo, dodelavo za trg, znižujemo stroške za posamezno kmetijo, ampak gremo v skupinske naložbe in v tem istem že omenjenem zakonu o kmetijstvu smo omogočili tudi v takšnih primerih regijskega pristopa skupinsko certificiranje po vzoru recimo modelu izbrane kakovosti, kjer lahko nek nosilec
zadruga, kdorkoli v nekem lokalnem okolju izvaja tudi vse postopke za certificiranje. To ne pomeni zniževanje standardov, ampak predvsem zmanjšanje administrativnih bremen za posamezna kmetijska gospodarstva, kajti skupinsko certificiranje lahko bistveno olajša ravno to papirologijo na posameznih kmetijah. Do konca predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je še dober mesec dni. Pa morda, kaj so tiste glavne, ključni projekti do konca predsedovanja, ki nekako spadajo pod vaš resor? Ja, mislim, da smo lahko kar ponosni na proces predsedovanja, ki ga izvajamo. To je, moram priznati, zahtevnejši projekt, kot smo mislili, da je, oziroma kot sem tudi osebno mislil, da je. Zahteva izjemen angažma ekipe in tudi mene osebno, kar nekaj tednov, kar neko časovno obdobje. Praktično sem se počutil na pol kot zunanji minister z vsaj 2 dnevoma na teden nekje v tujini. In to res zahteva izjemen angažma. Ne nazadnje, ob istem si še vedno slovenski minister in moraš reševati vse tudi, kar se dogaja v Republiki Sloveniji. Dosegli smo nekaj pomembnih rezultatov. En od pomembnih rezultatov seveda je zaključek reforme skupne kmetijske politike na nivoju EU-ja in v tem delu smo lahko ponosni, da smo zaključili vse zakonodajne akte na podlagi političnega dogovora. Drug izjemno pomemben dogodek je sprejem sklepov, torej mnenja vseh ministrov Evropske unije na načrt razvoja ekološkega kmetijstva, kjer smo podprli načrt razvoja, ki ga je predlagala komisija. Potem smo izjemno lahko ponosni na mnenje, na sklepe sveta, to pomeni soglasno sprejeta mnenja vseh držav članic na strategijo EU za gozdove, kjer pa smo bili bolj kritični kot pri ekološkem kmetijstvu in tudi poudarili, da v tej strategiji pogrešamo bistveno večji vpliv gospodarskega vidika naših gozdov in pa lastnikov gozdov, kajti Evropska komisija je predvsem poudarila socialni in ekološki vidik, mi pa poudarjamo, da je potrebno za razvoj gozdarstva in kmetijstva podpreti tudi gospodarski, ekonomski vidik slovenskih gozdov. In v tem, to je bil izjemen napredek in smo lahko zelo ponosni na mnenje vseh ministrov, kajti s tem bomo zagotovo tudi vplivali na samo strategijo EU za gozdove, ki jo pripravlja komisija. Zelo smo, mislim, da lahko veseli, da smo že enkrat uspešno zaključili pogajanja na nivoju Evropske unije z vidika ribištva. Res je, da Slovenija je majhna ribiška država, ampak vsako predsedovanje v drugi polovici leta zahteva številna usklajevanja na ribiških vsebinah za ribolovna območja celotne Evropske unije in pogajanja zdaj ponovim tudi z Združenim kraljestvom po Brexitu, z Norveško, z drugimi torej državami, ki lovijo v istih morjih. In v oktobru smo ena pogajanja za Baltsko morje že zaključili, v decembru nas čaka še verjetno kar 3-dnevni proces, kjer pogajanja tečejo praktično dobesedno noč in dan, dokler se na koncu ne dogovorimo, ne uskladimo in ta proces bo še kar pomemben. Na decembrski seji nas čaka seveda tudi še razprava o verigi preskrbe s hrano, o odnosih, o implementaciji evropske direktive v posamezne države članice. Tudi tukaj mislim, da smo lahko zelo veseli za takšen vseevropski pristop k ureditvi odnosov v verigi preskrbe s hrano. Tudi v Republiki Sloveniji smo bili z nekaterimi aktivnostmi kar pionirji v tem delu urejanja odnosov. Zelo kmalu smo sprejeli jasne zakonske določbe o nedovoljenih ravnanjih. Leta 2015 že imeli tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Tudi sedaj smo skrajšali roke za hitro pokrljivo blago na 30 dni. Skratka, sledimo tem evropskim direktivam in hkrati tudi dodajemo še nekatere nacionalne dodatne zakonske norme, za katere računamo, da bomo tudi verigo preskrbe s hrano lahko bolj primerno uredili za bolj poštene odnose, bolj korektne odnose v tej verigi preskrbe s hrano. Torej, kar nekaj reči smo zagotovo opravili tudi na nivoju Evropske unije, predvsem nas, kot sem že dejal, čaka še izjemno pester in verjetno najdaljši svet ministrov v decembru. Kot kaže, celo 3-dnevni, ravno zaradi vseh usklajevanj, ki nas čaka in
Tukaj moram reči, da vse ekipe že v tem trenutku garajo za to, da bi na decembrski seji zaključili vse te pogajalske procese, kar praktično moramo zaključiti, zato da bojo lahko vse ključne ribolovne ribiške države imele zagotovljene kvote za izvajanje te ribiške dejavnosti. Gospod minister, dr. Jože Podgoršek, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimive besede. Z veseljem, hvala lepa tudi vam. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Dogodki. Pred nami je prva adventna nedelja, želimo vam, da jo preživite kar se da mirno in v družbi svojih najbližjih. Nasvidenje.